Čistý hasišký cvik, čistý hasišký cvik, zapelja svit, zapelja svit, Hvala Jezus in Marija, dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Prav poseben pozdrav pa gre bolnim, osamljenim in ostarelim. Danes smo na željo gledalcev iz Štajerske na obisku pri patru Zdravku v Ljubljani. Dobrodošel pater Zdravku in s pisem vidim, da vas imajo ljudje radi, ter da ste pravi Jezusov duhovnik. Obljubim moji gledalci, da bom danes čim manj govoril, vi pa se udobno namestite v svoje hotelje. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za lep pozdrav, tudi vas lepo pozdravljam in vse najene gledalce in želim, da bi bil ta trenutek za vse nekaj lepega, nekaj spodbudnega, nekaj koristnega. Prosim, če se našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, sem frančiškan, doma po rodu iz Vitanja, glavni del življenja pa sem preživel v Ljubljani, kjer še zdaj delujem. Največ sem deloval v Ljubljani na Viču 20 let. Potem je pot zanesla tudi v Maribor za 6 let in potem se spet vrnil nazaj v Ljubljano v Šiško, kjer je značilna cerkev svetega Frančiška, Plečnikovo delo, Mojstrovina, res prava umetnina, ki smo ravno to minulo leto proslavili 80 let posvečenja in tudi 80 let ustanovitve župnije. Obenem pa tudi Plečnikovo leto, ko smo imeli ogromno ogledalcev te naše cerkve iz tujine in iz domačih krajev, šol in razni študenti so si ogledali to Plečnikovo cerkev. Morda za naše gledalce, ki naj gledajo preko svetovnega spleta, kako pravzaprav priti k vam v župnijo svetega Frančiška Šiškega v Ljubljani v Šiški. Ja, to je zanimivo, da tudi niti domačini včasih ne vedo. Pred dnevi je nekdo klical Piračev za Botra, pa je naš župljan in je vprašal, kako sploh pride, kje je naša cerkev. Ja, če greste s štajerske strani k nam, pridete lahko po obveznici in gledate samo na izvoz, ki je Šiška Savlje. Če greste po stari cesti, pridete po Dunajski do stadiona, tam pa zavijete v desno in ste že na Samovi oziroma Trenikovi ulici in tukaj je že naša cerkev. Če pa z Gorenjske, pa seveda lepo po Celovški cesti do nas oziroma zavijete malo levo. Če pa iz centra, pa seveda greste kar na Celovško proti Gorenjski in zopet pravijo, da je Šiška prva vas na Gorenjskem. Pater Zdravko, kako velika pa je vaša župnija? Ja, tukaj zdaj gre za vprašanje, če mislimo teritorij, potem lahko rečemo, da je kakšna kmečka župnija seveda zelo majhna. Se pravi, najdlje je Virnik oddaljen 17 minut, če bi šel peš do naše cerkve. Če pa mislimo na prebivalce, pa seveda tudi tega števila ne vemo točno. Računam, da je okrog 15 tisoč, čeprav so svoj čas navajali tudi 20 tisoč, pa 17 tisoč, ampak mislim, da se je število nekoliko zmanjšalo, da okrog 15 tisoč ljudi tukaj živi na tem področju naše župnije. Koliko otrok imate pri verouku, pa morda nedeljskih obiskovalcev svetih maš? Ja, kar se verouka tiče, pač tako. Povprečno v Ljubljani hodi 1/3 otrok k verouku, 2/3 pa ne. Se pravi, če srečamo na cesti 3 otroke, vidimo 2 ne hodita k verouku, 1 pa. In to marsikaj pove, da se bodo tudi ti otroci, ki hodijo k verouku, nekoč našli težko vernega partnerja. Več možnosti bodo, da bodo srečali nekoga, ki nikoli ni k verouku hodil. Veliko otrok, število pomeni zadnje leto, da pada, ker tudi šola, recimo ta naša šola osnovna, ki nam je najbližje, Spodnja Šiška, je 20 let izgubila 500 učencev in seveda temu primerno izgubljamo tudi mi, se pravi, da se število nekoliko manjša. Je razlika biti župnik na vasi ali v mestu? Na to vprašanje bi moral odgovoriti takole, da nima prave izkušnje,
Ko sem bil mlad fant, sem že imel vedno pod sabo nekako župnika na kmetih, na deželi. In mi je bilo to nekaj lepega, vendar razmere se nanesle tako, da sem postal pač duhovni frančiškan in naše župnije so več ali manj le v mestih. In najbrž je pa ta podoba, nekdaj biti župnik na deželi, pa biti danes tudi velika sprememba, tako kot najbrž tudi v mestih, nekoč in danes. Na deželi je pač ta razlika bila vsaj svoj čas, da duhovnik lahko, če se malo potrudil, vse poznal. Nekoč ni bilo niti cest, so ljudje vsi, ki so šli k maši, šli peš, so se spoznavali in so bili vezani na svojo cerkev, domačo cerkev. Danes pa tudi na deželi se ljudje selijo sem in tja, mnogi pa tudi so na deželi se nekako glede tega malo polenili in ne hodijo več tako zvesto k maši kot nekoč. Vendar se mi zdi, da je nekoliko mirneje na deželi, čeprav žal se tudi na deželo velikokrat selijo tiste najbolj slabe razvade, površnost, malomarnost, brezbrižnost in podobno. Katere dejavnosti so v vaši župniji? V naši župniji lahko rečemo, da je nekaj še ostalo vedno teh klasičnih dejavnosti pastoralnih, vendar je pa tudi marsikaj takšnega, kar morda kakšni tudi drugi župniji ni. Se pravi, tukaj imamo kaplana patra Bogdana Knausa, ki se posveča tudi gluhim in naglušnim, ima tukaj kar precej razvejano dejavnost. Potem imamo seveda Frančiškove otroke, Frančiškovo družino, potem apostolstvo Cirila Metoda je kar močna skupina in seveda ministranti so zelo dobro organizirani v naši župniji, pa še marsikaj takšnega bi se našlo, ki je nekako značilno za našo župnijo. Tudi pevski zborček, ne? Pevski zbor je pa takole, zelo se nam je oblikoval dobro mladinski pevski zbor, tudi mešan zbor, ker so delili teže pa z otroškimi, kjer danes imajo otroci toliko možnosti, toliko vabili in toliko nekih dodatnih obveznosti, da jih je težko spraviti v otroškemu zboru, zato moramo letos bolj poudariti, da cela družine najprej naši sodelujejo skupaj z otroci pojejo, tako da potem kombiniramo nekaj ljudskih pesmi, ki so prav rečemo ljudske, potem pa nekaj takšnih, ki so bolj primerne in prilagojene otrokom. Seveda še pa vedno ostaja ta želja, da se tudi otroški zbor oblikuje, ker če ni otroškega, potem tudi mladinskega ne bo in če je mladinskega ne bo, tudi kasneje drugega mešanega zbora ne bo. Tako da to je stalna skrb za pevski zbor in je res danes, da ljudje morda manj pojejo, vedno manj pesmi poznajo. In je morda kar zaskrbljujoče, kako bo, ko bo ti ljudje, ki še zdaj res pojejo, se nekako postavili oziroma pomrli, mladi pa nima več tega čuta lepote, veselja do te domače pesmi ali cerkvene pesmi, pa tudi ljudske na deželi, ki je nekoč toliko pomenila in smo toliko prepevali, ko ni bilo še vseh teh tehničnih stvari oziroma možnosti, ki jih danes pač ljudje poslušajo, namesto da bi peli, poslušajo petje. To je res. Potrebno še omeniti tudi župnijski Karitas, pa morda vse tiste pridne ženske dekleta, ki čistijo, skrbijo za cerkev. Ja, no, župnijski Karitas je bil tu ustanovljen že takoj leta 1991, takoj ko je bila možnost in se je več čas dobro držal in imamo tudi danes takšnih solidnih sodelavcev 12 prostovoljcev in zelo skrbijo in tako so že v tem letu razdelili recimo okrog več kot 5500 kilogramov različne hrane, 3000 litrov mleka, finančno so pomagali več kot 5500 evrov so razdelili, so položnice in razne takšne druge stvari. Potem so pa tu svetovanja, obiski, povezave, duhovne obnove, skratka, stik s šolo, stik s centrom za socialno delo, potem recimo za zdravstvenim z domom in podobne povezave združujejo ti naši sodelavci. Kdo je bila sveta Klara Asiška, pa kdo je bil morda sveti Frančišek Asiški, kateri pravzaprav je prišel tudi tale vaš red frančiškanov? Ja. No, to je lepo, da ste postavili ta dva kar skupaj, ker dejansko jih tako obravnavamo. Ne moramo videti Frančiška brez Klare, ne Klare brez Frančiška.
Klara velja za Frančiškovo najlepšo sadiko, kar najlepšega zraslo na tem polju, ki ga Frančišek oblikoval, je ravno Sveta Klara. In to danes tudi poznamo klarise, ki jih, hvala Bogu, tudi imamo v Sloveniji, mazale že 30 let, zadnjih nekaj let pa tudi tukaj v Ljubljani, v Dolnicah, župnija Poseze, kjer živi 5 sester, tam molijo in mi tudi tam vsak ponedeljek opravimo sveto mašo. Klara je bila res neverjetna žena. Poglejte, komaj je ustanovila svoj red s pomočjo svetega Frančiška, ni še mogla napisati svojih pravil, ampak se je kar nekako vsilili takrat pravila benediktinska, potem kasneje pa dočakala, da je papež Inocencij IV. Potrdil njeno pravilo. In v čem je še bilo ta pomembnost? Da je napisala res tista pravila, ki so zahtevala strogo uboštvo, kar se je takrat cerkev tudi ni razumela, češ človek ne more brez lastnine živeti, te sestre pa so živele res v skromnosti, v molitvi in v svojega lastnega dela. In kljub temu, da je bila ta žena bolna 29 let, je ljubeznivo vodila svoja sestra in stregla in na vse zadnje zmogla tisto veliko besedo: hvala Gospod, ker si me ustvaril. In je vedno tako lepo pozdravila: Gospod naj bo vedno z vami in naj stori, da boste tudi vi z njim. Pomislite, kako se je spomnila, kakšen navdih je mogel to biti, da je ta Klara res živela takšno življenje. To je bila prva redovnica, ki je pisala redovna pravila tam v 13. stoletju. In pomislite, kako je trpela. In papež Inocencij IV. Dvakrat obiskal na bolniški postelji, smrtni postelji, in je potem tudi on sam pokopal. Ko je pa šel iz Perudže, je pokopal, in kjer je samo 2 dni pred smrtjo dobila potrjeno pravilo, se je to dalo kot njeno največjo zmago, to pravilo tudi z njo v grob. To je bila neverjetna, to je treba prebrati, kaj je bila ta žena Sveta Klara. Res zavetnica televizije, kjer je pač, tako pravijo, imela eno leto pred smrtjo, ko je bila že vsa bolna, možnost, da na neki skrivnosten način spremljala bogoslužje, božično bogoslužje in na ta način bila deležna, kako da gleda televizijo, in zato je tudi danes, oziroma papež Pij XII. 58. jo nekako določil za zavetnico televizije. To je vredno prebrati, kaj je bila ta žena. Kdo je bil pa sveti Frančišek Asiški? Sveti Frančišek je pač tako, ravno zdaj se pripravljamo na 800-letnico, ker je bil naš red nekako osnovan in vsaj ustno potrjena pravila, da je Frančišek smel tako živeti kot s svojimi brati, kot si je nekako zamislil. Čeprav, ko je on se spreobrnil in začel svoje duhovno življenje, sploh še ni imel želje, niti ni vedel, kaj bo iz tega nastalo. Ampak potem je naneslo, da so se ljudje približali, prosili za sprejem in tako je nastal čisto spontano ta red, in Frančišek je potem pač najprej eno takšno skico naredil teh osnovnih pravil in to mu papež Inocencij III. Potrdil in potem se ta red tako začel. Kasneje bi pa seveda potem tudi pisno potrdili naša pravila, vodila, po katere še danes bratje živimo. Torej, Frančišek je bil svetnik, res lahko rečemo, za vse čase, in ni nič izgubil na veljavi. Poglejte, ko je Janez 23. sklical v Solicah peli zbor, se je tega ustrašil in teden dni pred začetkom koncila je šel s pomivalci na Frančiškov grob in tam je molil. In ko se je z vlakom vračal v Rim, je dejal s pomivalcem: zame ni več strah. Takšen pogum je tam dobil in res je potem koncil poudaril to, kar je Frančišek. Ekumenizem, preprostost, nenasilje, skromnost, te lastnosti naj bi cerkev imela tudi uboštvo. In to je Frančišek takrat živel, takrat je to nekako prišlo v cerkev in šele zdaj ta vatikanski cerkveni zbor nekako vse to res potrdil. Pomislite, skoraj po 800 letih. Kjer se v Sloveniji najdemo frančiškanske družine, potem so tudi frančiškani oziroma frančiškani 3. reda, nekako tako jih tudi imenujete, lajke, ne? Ja. Torej, Frančišek je ustanovil red in kmalu, že za njegovega časa, se je začel seveda širiti in tudi Frančišek je že sam svoje brate razpošiljal v Nemčijo,
Španijo, Francijo in seveda tudi na vzhod bližnjo deželo, sveto deželo. No in tukaj v Slovenijo seveda naj bi tam v Gorici bili že njegovi bratje, tam že za časa svetega Antona ali pa v Ljubljani že leta 1233. Vendar kasneje so potem prihajali frančiškani iz Bosne, ker so pač tam Turki zasedli to deželo, so se med te frančiškane pač potem umikali vedno bolj sem na sever in tako smo se potem tudi v Sloveniji nekako naselili in dobili seveda določene postojanke. Seveda so se vse te meje provinc strašno hitro menjavale. Ko smo prišli iz Bosne, potem kasneje zopet za časa turških upadov, potem recimo za časa francoske okupacije, potem zopet za časa jožefinske reforme, prej potem francoska okupacija in potem zopet te meje med Prvo svetovno vojno in po Drugi svetovni vojni. Vse to je oblikovalo našo provinco. V Sloveniji imamo pač te postojanke, tako najbolj znane, tu v Ljubljani 4 postojanke, Center, Vič, Šiška in pa Bežigrad. Potem recimo na Brezjah, v Kamniku, v Mariboru, pri Sveti Trojici Slovenskih Goricah, potem na Kapeli v Novi Gorici, potem na Sveti Gori, v Strunjanu, v Kopru, v Novem mestu. To so te glavne naše postojanke, ki jih imamo. Kot pravim, na Primorskem se ta meja pač premikala med Prvo svetovno vojno in zopet po Drugi svetovni vojni. Po Drugi svetovni vojni smo izgubili tukaj v samostanu, se pravi v Tacnu ali Rocnu, kjer je danes nekako policijska šola, potem pa seveda v Brežicah, ko so Nemci podarili samostan. Pač pa smo na Primorskem dobili zopet nazaj, kar smo v Prvi svetovni vojni izgubili, smo zopet dobili nazaj Sveto Goro, Kostanjevico, Koper in seveda tudi Strunjan. In tako so danes te naše postojanke, kot sem rekel, jih imamo okrog 15. Poleg tega pa seveda naši brati delujejo še v Ameriki, 2-3 v misijonih, potem pa seveda v Avstraliji, od vsega začetka, ko se tam oblikovalo po vojni ti naši izseljenci, so tam živijo in delujejo naši brati med njimi. Morda bi še za našega gledalca daj poti povedal, da smo že bili na obisku na Brezjah, kjer nam je tole lepo svetišče Marije pomagali predstaviti pater Leopold Grčer. Potem smo bili tudi na Sveti Gori, na Novo Gorico. Tudi smo bili v tem samostanu v Kopru, kjer nam je pater Eugen predstavil. Zato vas povabim na spletni strežnik RKC, kjer si lahko še kaj več ogledate o teh lepih oddajah oziroma teh lepih svetiščih. Kako vi vidite današnjo mladino? Ja, letošnje leto je posvečeno mladim. In zdaj se vprašamo, kdo so to mladi, kam postaviti tisto mejo. Ko še otroci, potem so pa mladi oziroma mladinci, kot rečemo, potem pa doklej. Danes se dogaja, da mladi vse dlje držijo se staršev, ko bi se že mogli davno osamosvojiti, ustanoviti svoje družine. Mnogi mladi kar do 40 let in več živijo in se sploh ne odločijo za neko svojo obliko življenja. Mladi torej. Mladi, kakor jih vzamemo, so naša bodočnost, rečemo, bodo odgovorni za jutrišnji svet, za jutrišnjo cerkev bodo oblikovali. In seveda to je tisto, da drugih ni, ti, ki jih so zdaj med nami, so mladi. In zdaj nas to nekako le skrbi, kako jim prizdvojiti neke vrednote, posredovati neke vrednote in jih navdušiti, da bi se zavedali svojega velikega poslanstva in odgovornosti. Danes se to dogaja, da nekako ni več neke orientacije, vsak plava po svoje, bo utonil ali bo preplaval, to danes manjka. In jaz sem o tem že večkrat razmišljal, tudi pri mladinskem viruku, dokler sem ta viruk imel, nekako to naglašal. In tudi danes se mi zdi, da bi bil treba pri mladih jim prikazati neko lepoto življenja, vrednost življenja in da ni prav, če smo brezbrižni, ampak moramo biti predani, zavzeti. Pa naj bo to za osebno rast, da postane vsaka mlada oseba res zrela oseba, se pravi plemenit, delaven, odgovoren, torej odgovoren, požrtvovan, skratka, da je človek na mestu, kot rečemo. Jaz vedno mladim pravim, ni dovolj, če diplomiraš. To je ena diploma. Druga diploma pa ta, ki se ne napiše, ampak je bolj pomembna kot ona druga, ki je napisana.
In tako sem tudi sam v tele knjigi, ki sem pač napisal, posvetil 8 pisem mladim in sem izkušal prav tem mladim, ki ostanijo na deželi, nima neke prave potem oblikovanosti naprej, nišče se ne posveča, občina nima denarja, duhovniki so obremenjeni ali tudi že starejši in tako mladi potem nekdo se znajde, še kakšno knjigo prebere, se še kakšnih srečanj, ki jo udeleži, ali kakšnih predavanj, drugače pa obtečijo tisto, kar so v osnovni šoli dobili. Mlad človek pa v tistih letih premalo dobil, oziroma je premalo zavzet, da bi si pridobil za neko potočnost, neko znanje, ampak tako, da pa šola konča. Potem kasneje pa to manjka in danes je ta splošna kriza, da potem ne dozorijo in zato se ne upa niti več oblikovati družine, ustanavljati, saj večina ali veliko jih na deželu ostane kmetij brez gospodarjev. Pravi, da ne dobijo deklet, dekleta se bojijo nekega napora, ker če mlad človek ni navajen nekega dela, potem se seveda vsakega napora boji. Danes bi rad bil vsak v službi tam, kjer samo nekaj pritiskamo na gumbe. Za resno delo je pa treba napor in to se treba v mladih letih vaditi. In če do tega doma se ni navadil, je potem problem in je kriza in zato so res krize, kot rečemo, na dnevnem redu. V tej knjigi, ki sem napisal nekaj pisem in sicer sem tako začel. Prvo pismo sem posvetil z naslovom Čemu vam pišem? No, to, kar sem povedal, ravno to, da bi jih prebudil, da bi se zavedali, da niso odveč, da so tako pomembni in da so zmožni veliko narediti, če se za nekaj zavzamejo. Vsak človek je tako kot ena lučka, ki sveti in ljudje jo nehote opazijo. In to bi bilo fajn, da bi vsi ti mladi ljudje, tako na deželi kot v mesti, se tega zavedali. Potem sem skušal v drugem pismu nekako poudariti, kakšno poslanstvo jih čaka. Skrbeti torej najprej kot kristjani, da se zavedajo svojega, potem recimo narodna zavest, potem te naše tradicije ali te naše vrednote, ki so jih naši predniki živeli, da so veseli in ponosni, da so ljudje, da so tu, da niso odveč, ampak da imajo svojo veliko vlogo recimo na deželi. Kaj danes pomeni naša dežela? Rečemo, da je lepa, ampak brez človeka ni lepa. Človek naredi deželo lepo, se pravi, da oblikuje, da se zaveda, da je to del naše identitete in tako dalje. Potem sem recimo skušal v naslednjem pismu to posebej poudariti, zavzeto za dobro, za dobroto, za dobro, za vse, kar ti odkrivajo nekaj svetlega, lepega, da to postane del njih. In to ne pride samo po sebi, ampak se treba zavzeti. In zato se mladi naj bi povezovali. Nekdo bi jih moral zbirati, pa jim na te stvari nekako pokazati, upozoriti, potem bi videli, da je res tako. Če pa tega ni, seveda vsak zase pač ne mora ne vem kaj narediti. Potem drugo pismo, kako se vse spreminja. Tu sem skušal pokazati recimo ljudje, ki so danes stari 85 let, kaj so doživeli. Staro Avstrijo, potem Jugoslavijo, pa Nemčijo, pa Novo Jugoslavijo in zdaj še osamosvojitev. Koliko sprememb v enem takšnem življenju in da se teh sprememb zavedamo. To je ena takšna stvar. Seveda poleg tega pa še to, vse drugo, tehnika. Danes mora iti otrok v muzej, da vidi, kaj je to Srb. Danes otrok zdaj pa več ne vidi, kako se kravo pomolze. In vse to je bilo, zdaj pa nekdo reče z roko zamahne, to ni nič, ampak to je bilo del našega identitete, našega življenja, način življenja, ki je imel tudi svoj pomen in je človeka se oblikoval. Potem se skuša tukaj zopet daljna priprava recimo na zakon. Danes je to takšen problem. Te šole nimamo, kjer bi se mladi pripravili na takšno življenje. Če že kaj slišijo, to morda ne v pravem času, potem je to mimo grede, malo bolj za šalo kot za res, ampak pripravo na zakon, ki se pa začne seveda družini. Vsaka urejena družina najboljša priprava na bodoči zakon. In če mlad človek domači družini pomaga graditi družino, se s tem najbolj usposablja za tisto, ki jo potem misli samo osnovati. No in potem seveda še daljna priprava, oziroma bližnja priprava, ko res gre za res, da opravijo tečaj, da poiščejo listine, da takrat več molijo, se več spoznavajo, poglobijo svoje življenje in da res v sebi sklenijo
da se poroča ne zato, da se bo ločila, ampak zato, da bo skupaj živeli. In da se mi zdi, da je to zelo pomembno, ker danes je vse skupaj tako zelo pomanjkljivo. Potem sem še imel eno pismo, vse gradimo na veri. Vem, komu sem veroval, zapisal apostol Pavel. In sveti, oziroma francoski pisatelj, Paul Claudel pravi, mladi ljudje, ki tako lahko miselno zavržejo vero, da vedo, koliko truda jim bo stalo, da si bo to vero zopet nazaj pridobili. In danes so res mnogi, tudi zaradi neznanja, nevedni in mislijo, da se da živeti kar lepo brez Boga, srečno življenje. Ampak to seveda vara. To vara. In tu sem skušal torej to graditi, to pismo, vse gradimo na veri. In potem še nekako zaključek, radi imamo svojo deželo. Radi imamo svojo deželo, to pomeni, da smo res veseli, ne samo rečemo lepa je, na vse zadnje pa jo uničujemo, kar se da naravo, pa naj bo to voda, naj bo to okolje, skratka se ne zavedamo, zraven pa pravimo lepo državo. Lepa bo, če bomo ohranili, pa je še lepše, ne? No, to nekako sem skušal to prikazati, koliko so to prebrali, mladi ne vem, vsekakor možno so imeli in tisti, ki so prebrali, so se pohvalno izražali v teh mojih pismih. Pred nami je tale krasna knjiga Iskanje in razmišljanja od patra Zdravka. Kje se da tale knjiga dobiti, kupiti, kajti v kratkih utrinki sem zaznal, da je veliko takšnih biserov v njih in sem začutil, da bi jo priporočal in mladim, in starejšim, in tistim v srednjih letih. Ta knjiga je tako rekoč moja druga knjiga. Prvo sem posvetil nekako bolj zgodovini, kratko zgodovino Vitanja in župnije. Potem sem pa to knjigo drugo, kjer je bilo snovi veliko, sem zopet prvi del knjige posvetil bolj domačemu kraju zgodovinsko. Potem so pa razmišljala, kot sem že omenil, pismo mladih, potem o teh nekaterih razmišljanjih, kaj bo z našim jezikom in tako naprej. In ta knjiga, ne vem koliko še imamo sploh na zavodi, šla v 1000 izvodih. Če se dobi, upam, da je še nekaj izvodov, se dobijo v Vitanju, bodisi na občini ali pa tudi morda župnišču, kjer sem tudi nekaj teh izvodov kot darku uklonil župniji, kot moj prispevek za tamkajšnjo obnovo cerkve. Naj poprašajo v Vitanju, če je na voljo, bo lahko tam dobili, če je pošla, pač pošla. Sedaj bi vas še poprosil, da morda kakšno besedo dve rečemo o župniji Vitanje. Ja, torej moja rojstna župnija Vitanje, morda mnogim ne poznala, vendar lahko rečemo, da je to zelo star rimski kraj. Že v rimskem času so imenovali ta kraj Manzijo, potem tudi Upele in je bila tako rekoč edina pot iz Celja preko Vitanja v Slovenj Gradec in pod Juno oziroma Virunom na Koroškem. In seveda Vitanje je veljalo za najbolj južni del Koroške in je seveda Vitanje spadalo pod Šmartno Slovenj Gradcu, vse skupaj pod Junski arhigodernat. Torej Vitanje je stara župnija, žal je v 19. stoletju precej izostala, kjer so železnico speljali mimo Vitanja skozi Celje in Velenje in pa seveda po Dravi, ob Dravi navzgor. Vitanje je pa nekako izpadlo in ker ni imelo neke povezave, čeprav je imelo kar nekaj takšnih dobrih možnosti, da bi se bilo takrat razvilo, je šlo precej v pozabo. Ampak kot kraj ostane. Mislim, da edino Vitanje ima občino, tako imenovani palači, ki rečemo Curia Episcopalis, kar pomeni škofijska palača. Namreč tukaj so krški škofe imeli svoj sedež in tukaj so podeljevali fevde in tukaj so torej vedno zaključili svojo vizitacijo in Vitanje je imelo tudi svoj trg oziroma imelo tudi obzidje, kar so imeli v Sloveniji samo 3 kraji, Vitanje, Rogatec pa Mokronog in zato so Vitanju rekli tudi Opidum. Takrat, ki je nastalo 1306. leta. Torej, Vitanje je pač moja rojstna župnija, ima 5 cerkva in tukaj se je zelo zgodaj ustanoval vikariat, že v 11. stoletju za časa Eme Krške.
In seveda rojstni kraj vsakemu veliko pomeni in moram reči, da vedno več stvari vidim, ko pridem domov. Žal, ko sem bil v osnovni šoli, nam o tem nišče ni nič povedal, tudi nismo znali vprašati in šele potem, ko sem v bogoslovju začel razmišljati, kaj bi za diplomsko nalogo naredil, sem vprašal pokojnega arhivarja Jakoba Richterja v Mariboru in on mi je svetoval neko knjigo, zgodovinsko, ki je bila seveda pišena v nemščini in latinščini, in sem potem iz te knjige dobil glavno snov, ki sem jo potem jako diplomsko delo, kratka zgodovina Vitanja in pa župnije, in tukaj pa res predvsem zgodovinski podatki. Ravno pred dnevi mi je gospod Kužnik, generalni vikar v Celju, ko je bral to knjigo, je rekel, čudim se, kje si izbral toliko onih podatkov in snovi za te knjige. In se seveda lepo zahvalil in pa čestital za to delo pač. Torej, Vitanje je moja rojstna župnija in menda ni dneva, ko ne bi na to mislil in še vedno kaj napišem, kjer izdaja svoje občinsko glasilo, za vsako številko program 2 ali 3 ali pa 4 prispevke, tako smo tudi še pripravili za božično številko, da nekako vsem pokažem, da rojstnega kraja nikoli v življenju človek ne pozabi. Zelo lepo. Napisali ste tudi sveti Frančišek Asiški pa sveti Anton Padovanski. Morda besedo dve o tej knjižici. Ta knjižica je nastala tako, kjer sem bil na Viču pač župnik in tam je zavetnik župnije sveti Anton Padovanski. In je res eden najbolj znanih frančiškanskih svetnikov, ki še ga danes ljudje častijo in tudi kar nekaj cerkva ima v Sloveniji. No in seveda, ker sem Anton napisal, seveda nisem mogel mimo svetega Frančiška in Frančišek me je pač nagovoril, ko sem bral njegove spise. In tako sem potem povzel na kratko v tej knjižici ta dva svetnika, Frančiška in pa seveda svetega Antona. In moram reči, ko sem zdaj ponovno bral to drobno knjižico, mi kar veliko pove, mi veliko pomeni, res pa, da tisti, ki nima nobenega vedenja o tem dveh svetnikih, bi morda bilo preveč zgoščeno povedano. Samo jaz sem pa moram reči vesel tega, ker sem nekako tiste najbolj značilne stvari uspel zbrati, napisati, razmišljati. In sem vesel te knjižice in s tem marsikomu tudi pač poklonil, žal sem jo dal zelo skromni izdaji, predvsem bolj za prijatelja in pa zlasti za domačo župnijo, kjer imamo tudi v Vitanju oltar, na katerem sta oba Frančišek in sveti Anton. Molitev je v življenju kristjana zelo pomembna. Kaj pravzaprav je molitev? Če ponovim to, kar klasiki pravijo molitve, da je molitev pogovor z Bogom, morda premalo pove. Vsekakor je molitev tako edinstvena, zato ker je samo človek bitje, ki moli. Samo človek se zaveda, ko poklekne ali sklene roke v molitvi, da je pred njim veliki sveti Bog. In da v tistem trenutku gre v sebe iskati tiste najlepše plasti. Takrat, ko vse stvari okrog njega utihnejo, spregovori sam s svojim Bogom, kot bi rekel Sava Miško. No in danes reči ljudje, kaj bi molili, če pa nič ne rabimo, vsakdanji kruh imamo. Vendar drugi pravijo, da pa vendar vsak človek moli. Recimo, ko čaka na operacijo, ko ga pelje v operacijsko sobo, ali recimo, ko čaka na avion, ko se odlepi v tal, ali študent, ko čaka na izpit, takrat pravi, da vsak moli. In res moram reči, ko smo se enkrat vračali iz Rusije z letalom v Zagreb, ko smo srečno pristali, kako je neka gospa vzkliknila na glas, hvala Bogu, zopet smo na tleh. In takšne trenutke človek nikoli ne pozabi, ko to slišiš, molitev. Da res, namreč molitev je v širšem pomenu, če človek bo posvečal milosti, vse naša dobra dela, ko jih delamo z dobro namenom, je molitev. Ampak ožji pomeni pa takrat, ko človek vse ugasne, ko reče stvari zdaj utihnite in je ta direktni pogovor z Bogom, kot ga zaznamo pri Jezusu Kristusu in pa pri mnogih molilcih, ki so res molili, recimo takšni Dietrich Bonhoeffer. Pravi tisti taborišni zdravnik, ko ga tisto jutro, ko se ga potem obesi, tega Dietricha, pravi, nikoli v življenju, pa sem bil 50 let takšni službi, nisem videl, kako je ta človek molil. In danes morda nam teh podob že manjka, ni več tistih vzgledov.
Kako redki so danes otroci, ko očeta vidijo res, da poklekne pa sklene roke pa molitvi. In vedno je to podoba, ki bi otroku ostala vse življenje v spominu, če bi otrok očeta videl moliti. Torej, molitev se mi zdi, da je izrednega, ampak v današnjem času, v tem direndaju, v tej tehniki in tako naprej, je silno težko najti trenutke. Mi imamo tole kapelo, vsako jutro se kot samostanska skupnost zberemo in tukaj skupaj molimo zjutraj, potem seveda zopet 4:45 in pa seveda zvečer 10:06. Vmes pa smo seveda povabljeni, da vsak trenutek lahko dostopi v kapelo, ker so te sobe nam blizu, da stopimo za trenutek, rečemo Jezusu dobro dan, pa dobro jutro. Torej molitev, ko bi ljudje zopet to odkrili, bi najbrž bili mnogo bolj mirni, kot pa to beganje, pa tiščijo, slušalke na ušesa, mobitele na ušesa, skratka, to jih tako raztrese, da potem res ni mogoče več zbrano moliti. Ampak pred to nevarnostjo smo vsi. Tudi v samostanu morda manjka tiste tišine, tiste globine, kot smo morda nekoč, ko smo vstopili v samostan, videli. Tudi tu se je to spremenilo. Veliko krat slišimo besedo Evharistični Jezus. Kdo je Evharistični Jezus? Ja, ta grški izraz Evharistija se pač ohranil. Zdaj je res vprašanje, kaj si otrok misli, pa tudi ljudje preprečni Evharistija. Evharistija tako nekam tuje zvoni. Ampak mi pa vendar to vemo, pa vsaj ljudem skušamo to povedati, da je to tisti Gospod Jezus Kristus, ki je središče in vsak tabernakelj je središče sveta, ne Vatikan, ampak Evharistični Jezus v naših tabernaklih, da naše cerkve, naši samostani, naše družine celo niso muzeje, ampak so svetišče živega Boga. Pomislite si, da se zavemo, da tukaj zdaj, kjer smo mi v kapeli, da naj Jezus sliši in vidi. Da smo tukaj navzoči, da smo res v Božjem okolju. S kakšno ljubeznjo bi mogli ljudje poklekati pred Gospoda, s kakšno ljubeznjo zbrano so bili se najpripravljeni na prejem svetega obhila. In vendar danes mnogi leta niso bili obhili in večina vernikov, celo vernikov, umre brez svetih zakramentov in to statistika kaže. Pomeni, namesto da bi se Jezusa veselili, ko nam prehaja proti, pa se nekako izmikamo, se ga bojimo, ali pa res tako globoko čutimo, da ga nismo vredni, potem kaj nič v tem. Zato je vsekakor pomembna obisk nedeljskih svetih maš, jaz se velikokrat oddaja pod poti. Priporočam, da bi morala biti, tako kot je hrana, tako ta fizična, da bi bilo potrebno vsak dan iti k maši. Ja. Vsak dan je možno iti svete maši in tisti, ki ima to možnost, veste, saj nekateri ljudje so bili takšni. Poznal sem neko gospo, ki je imela tudi 2 brata duhovnika. Tam je enkrat rekla, ko sem v prvih petkih obiskoval, veste, ko sem bila mlada, sem šla tudi po 2-krat na dan k maši, ker sem mislila, kaj pa če na stara leta ne bomo mogli iti. In res, potem je dobila astmo in ni mogla na stara leta k maši. Ampak to zavest, da je pa prej mlada hodila, pa rada hodila, je bila pa veliko tolažbo. In gotovo tisti, kdo ima možnost, pokaže s tem res ljubezen, če gre iz pravega namena, ne zato, da se ljudem pokaže, ampak res tega nagiba, da se sreča z živim Bogom, je to nekaj velikega. Res pa je, da nedelja tisti dan počitka, ko bi rekli ne, da samo počivamo fizično, ampak tudi, da se počijemo Gospodu, da se nekako srečamo z Bogom. In nedeljska maša daje podlago kulturi, medčloveškim odnosom, skratka Evharistija je ne samo vir življenja, ampak vir veselja. In danes, kako to ljudem povedati, da bi bili odnosi med ljudmi mnogo lepši, toplejši, mnogo bolj mirni, če bi se ljudje bolj zavedali, da bi iz svete maše živeli. Vendar sveta maša mora biti res pripravljena, oblikovana in vedno mora ostati daritev. Danes marsikje tudi tako skuša narediti mašo čim bolj zanimivo in potem skoraj bolj izpada kot prireditev, kot pa daritev. Ampak sveta maša je tisto, ko mislite, kaj je nekoč pomenila, ko se sam spomnim na deželi. Kako so ljudje, tisti starejši, šli tako imenovani rani maši,
Oni so se vračali, mi pa pozni maši. In to je bilo še ljudi tot na podeželju. Nihče se ni vozil, ko ni bilo cestne avto, da smo se vsi poznali, srečevali in to je bila nedelja nekaj povsem drugega, kot je danes, ko ljudi manj, pa še tisti, ki grejo k maši, se peljejo in se ne more kjerkoli srečati in se peljejo to mimo drugega. In to se je res tako spremenilo, da tisti, ki smo prej doživljali to nekaj lepega, je nam kar malo boleče in težko to spomenimo sprejemati. Ker naše oddaje Pot po poti gledajo tudi preko svetovnega spleta v Ameriki, Avstraliji, vsaj iz pisem vem, in nekateri pravijo, da se tudi 400 do 500 km vozijo v nedeljski sveti maši, mi pa imamo cerkev na dosegu roke. Tudi sam sem bil leta 1973 v Kölnu za nekaj tednov, sem gor nekaj delal in tam sem videl, kako so te naši izseljenci se vozili kilometrov in kilometrov daleč, da so prišli k sveti maši. Res, mnogi iz čistega namena domači, mnogi pa zato, da so sploh svoje rojake srečali, da so neko pesem domačo slišali, da so se tam neko skupno kosilo skuhali in tako držali svojo zavest in medsebojne stike in res kilometre so žrtvovali, da so bili ljudje pri sveti maši. Tukaj pa danes, kot vidite, tisti, ki so blizu, so morda ravno tako podnašali kot tisti, ki so daleč. Drugo, danes se recimo pač ljudje tako malo razvajani se za vsak kilometer peljejo, nima pa vse cerkve svojega parkirišča in nastane problem. In še to je, da se mnogim potem po maši modi teči do avta in čim prej zopet domov. Včasih so ljudje še pred mašo zunaj, celo uro se srečevali, pa še po maši potem, da je bilo res nedelja imela svoj polni pomen. Središče pa seveda Evharistija. Ste zelo čudovito povedali. Morda bi še dejala, kaj narediti, da dobi družina pravo mesto v družbi? Poglejte, leta 1921. bi nekako peljan ta praznik družine. Leta 1981. papež izdal tisto znano spodbudo Familiaris Consortio. In leta 2000 je zopet šel ta dokument, družina, zakon in izved zakonske skupnosti. Leta 1994 je bil svetovni dan družine. Lansko leto smo imeli tukaj v Sloveniji dan družine. Se pravi, družina je danes res v krizi in nekateri pravijo, da se družina kot takšna ne bo držala. Drugi pravijo, da je družina nekaj tako pomembnega, da se v vsakem oziru držala. In se spomnim profesora Trstenjaka, ki je napisal tisto knjigo Družina med staro in novo podobo. Se pravi, stara izginja, ko je bila takšna velika družina, več generacij skupaj živelo, nastaja pa neka nova družina, ki pa še nima prave oblike. Je pa danes vprašanje, moje mnenje je, da bi se mogli vse skupaj umiriti in da bi družina zopet lastni družini odkrila svoje središče. Ampak danes je vse tako, da napirano proti temu. Družina cel dan z doma, otroke pelje, pač kamor hodi, da ne bojo na cesti, pelje za neke obveznosti, da bojo vedeli, kje so, ampak vse to starše in otroke odtujuje. In danes moje mnenje je, kakorkoli kdo reče, vsa ta medijska sredstva, mnoge družine bolj odtujuje, med seboj kot povezujejo. A veste, danes smo tisti, da so računalniki vzeli otroke staršem, starše otrokom, duhovnike župljanom, župljane pa duhovnikom. Tega mnenja sem včasih vidim, kako smo danes nekako postali vse bolj uvezani v to, prelagamo na liste, tipkamo, sprintamo vsem in tja, tistega živega kontakta zunaj na cesti pa ni več. Verjetno tudi tistega, ko so se ljudje na deželi, se verjetno spomnite, skupaj vsedli, pomolili, tega skoraj več ni. Pri nas je bilo recimo tudi v družini tako, za današnje pojme nezaslišano. Ko smo prišli nedeljo od maše, je oče, ki je pač zna brati, kar takrat še mnogi niso znali, je bral evangelij največkrat Jezusovo trpljenje. In pomislite, ko smo v ponedeljek delali na njivi, smo tekmovali, kdo bo čim bolj dobesedno ponovil priti do prejšnjega dne. Kdo ti danes to naredi?
Ljudje, nekateri grejo čez prah, pa če bi vprašali, kaj smo pa danes slišali, mnogi najbrž ne bi vedeli. Ker je danes polno teh informacij in vsega tega in ljudje živimo danes v nekem gluhem svetu, ko malo več ne bo nobenega nič slišati, pa nič vprašati. In kot rečemo, recimo plešemo drug samo še okrog samega sebe. To je danes toliko enih problemov se pojavilo, ne vem, jaz pač to spremljam in me to boli in skrbi in pač skušam pisati, tudi pri pridigah nekako to poudarim in tako naprej. Delo, pošteno življenje, pomeni ta kriza. Preveč so ljudje zapravljali, premalo delali, več pojedli kot predelali in danes je nastalo to. In sveti Benedikt je imel tisto geslo, moli in delaj, danes pa nekako zabavaj se. In to potem se čudimo, da pride do krize, vse drugače ne mora biti. To je res, ja. Včasih smo delali, kdo je pridno delal, si pač nekaj predelal. Zdaj danes pa živeti tako, pogledaj, mnogi res čakajo na socialno pomoč. Ampak ko iščemo delavca, ga ne dobiš. Pa recimo celo na deželi, nekateri mladi gospodarji, tako mi nekdo zadnjič potožil, vse preveč računa na neko subvencijo. Če dobiš subvencijo, je prav, ampak takrat moraš tudi sam nekaj dodati, da bo tista subvencija prišla do izraza, ne pa sam sedeti pa čakati, pa subvencijo čakati. To ne gre, ne? Ja. Ker je leto mladih, naj zaključim to, kar sem že napisal v tej omenjeni knjigi, najbolj mladim posvečeno tole. Da, dragi mladi, vredno in potrebno je bilo o teh stvareh razmisliti in se pogovoriti, namreč o veri. Če bi imel priliko, bi želel od vsakemu od vas sesti za mizo in kramljati o teh prvih in zadnjih resnicah. Želel bi vam pomagati, da bi prišli do osebne vere, da vaša vera ne bi bila odvisna od soseda, saj poznate ugovor, zakaj bi šel k maši, saj sosedov Janez tudi ne gre. Ampak bi tudi vi mogli reči, vem, komu sem veroval. Težko je živeti in umirati brez Boga. Tako življenje je skromno, prazno. Vabim vas, da stopite na pot iskanja in videli boste, da se bo vaše življenje spremenilo in dobilo novo svetlobo. In vaš odnos do ljudi se bo spremenil. Gre za naš obstoj. Prerok Izaija zapisal, če ne boste verovali, ne boste obstali. Kaj bi na konec položili na srce našim gledalcem? Dragi gledalci, lepo se vam zahvalim, da ste spremljali to oddajo. Na koncu pa bi vam rad povedal to. Vsi čutimo, da smo to oddajo pripravili za novembru, ko nekako se življenje nas bodi k temu, da pomislimo tudi na tisto končno, kar pravimo eksatološke danosti ali vprašanja. Pomeni, da ima človeško življenje nekoč začetek, pa tudi zemljski zaključek. No in zato bi vam želel, da bi teh dneh o tem razmišljali, da bi se zavedali svojega življenja, da bi intenzivno živeli, vsak dan hvaležni za vsak trenutek, ki nam je darovan, da bi se resnično zahvalili, hvala Gospod, kjer si me ustvaril. In da bi živeli med ljudmi lepih odnosih, prijateljskih odnosih, se potihem že usmerjali adventni čas, ko Gospod prihaja in na vsako srce čaka, glej, prevrati stojim in trkam, in če kdo odpre, bom k njemu stopil in je pri njem večerjal. Želim vam, dragi gledalci in poslušalci, da bi imeli lepe družinske trenutke, da bi se vrnili v družino, kolikor je le mogoče, in tam odkrili tisto središče, tisto najlepše, da bi rekli, tu v mojem srcu je lepo. Lepo zato, ker ste vi, moji ljubi bratje, sestre med nami in mi delate življenje lepše. Skratka, takšne svete trenutke, da bi se zavedali, da je Bog nad nami, ki nas spremlja, ki nas ljubi, ki nas neprestano brez nasilja kliče, hodi za menoj. Da bi ta adventni čas, ki ga bomo skoraj začeli, bil res lepa priprava na Gospodov prihod zdaj božični noči, pa takrat, ko pride k nam kot sodnik oziroma plačnik za vse naše prizadevanje v življenju, da smo njegovo milost sprejeli, z njo sodelovali in se tako zveličali in prišli tja,
ker Slomšek pravi, v nebesjem sem doma, tam Jezus krono da, tam je naš pravi dom, tam večno srečen bom. Presrčen pozdrav vsem vam, ki ste slišali in videli. Zahvaljujem se vam, pater Zdravko, za pogovor. Počaščen sem, da ste nas zopet nagovorili in naj vam bo Bog bogat plačnik za vse, kar ste naredili dobrega nam malim ljudje, res bogloni. Gledalce oddaje Pot poti bi povabil, da bodo v prihodnjem letu si lahko gledali tudi oddajo o svetem Frančišku in sveti Klari, o klarisah. In pripravljamo v naslednji oddaji 2 oddaji iz karmeličanskega samostana v Mirni Peči, zato ste toplo vabljeni. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Dodal bi še na koncu, da tistih po duhovnikovih rokah prihaja k nam Jezus. Zato je dobro, da molimo za duhovnike. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim vse dobro. Hvala Jezus in Marija. Ja, tako dodajam samo to, ta pozdrav, Frančiško pozdrav, mir in dobro. Čisti asiški cvet, Božji ljubezni v noči ljubezni v nebi zvezda, zvezda, zvezda.